carine pa gospod Trump imajo učinek, bom rekel, na finančnih trgih še kako močen, ne, in ne pozitiven. In ne vem, kjer Američan bo zdaj srečen, če bo za Nike namesto $100 mogel dati $250. So pa delnice električnih vozil zelo, zelo slaba naložba. V bistvu njihova cena zelo odvisna od tega, bom rekel, od nekega hajpa. Torej, času panike, dokupuj. Vse se sliši zelo simpel. Ali bomo imeli v naslednjih 2 letih recesijo? Da. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge. Tokrat ponovno odgovarjamo na vprašanje, kako do finančne neodvisnosti. In danes mi bo pri tem odgovoru pomagal Blaž Hribar. Blaž, pozdravljen. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Blaž, si diplomiran ekonomist in CFA, certificiran finančni analitik in član uprave pokojninske družbe A. In tvoja služba je, da se ukvarjaš z delnicami. A je tako? Drži, z vsemi naložbami. Tako je, ja. Z investiranjem v vrednostne papirje več ali ne, verjetno. Tako, imamo tudi nepar nepremičnin, tako da dajmo reči investiranjem generalno. No. Pa daj malo povej, kako izgleda ta tvoja funkcija. Mislim, zdaj zadnjih 10 let je moja funkcija član uprave pristojen primarno za naložbe v pokojninski družbi A. To je danes lahko rečemo največja pokojninska družba v Sloveniji, smo pa ene 3 približno enako, bom rekel, velike, ki delujemo na, bom rekel, temu prostem trgu. Ne? Ker daleč največja je Modra zavarovalnica, ampak tukaj samo en razlog za to, to so pa javni uslužbenci, ki so pač dani bili Modri dolga leta nazaj in ta trg ni odprt. Ne? Če to izvzamemo, upravljamo mi največ sredstev dejansko družb oziroma varčevalcev v Sloveniji. Pri nas varčuje prek 60,000 ljudi, zaposlenih pač v dobrih slovenskih podjetjih, recimo Lek, recimo OTP banka, recimo Hofer, IKEA, Petrol in tako naprej. To so vse družbe, ki nam vplačujejo za svoje zaposlene. In ja, skrb v bistvu za te pokojninske prihranke vseh teh ljudi, to je v bistvu nekako zelo poenostavljeno rečeno moja služba zadnjih 10 let. Predtem sem pa 10 let bil zaposlen v družbi NLB Skladi, to je pa mislim, da danes največja družba za upravljanje v Sloveniji. Od 2007, skratka kar lep del tega časa, ki sem ga preživel na NLB Skladih, sem bil pa tam vodja analiz, torej primarno zopet zadolžen za analize in naložbe in vse v zvezi s tem povezanim. Ja, mogoče tle še ena taka zanimiva informacija. Se pravi, sredstva, ki jih vi investirate, vi prejmete preko dodatnega pokojninskega zavarovanja. Drži. Približno 95% sredstev v bistvu dobimo od družb, ki sem jih navedel, skratka kvalitetna slovenska podjetja, dobri delodajalci, ki iskreno skrbijo za svoje zaposlene in tudi dodatno za njih v bistvu varčujejo in ta sredstva pač vplačujejo k nam na njihove pokojninske, individualne pokojninske račune. Tako da to je to. Od tam naprej pa rata zanimiv. Okay. A bi malo povedal, kako izgleda tvoja funkcija v smislu investiranja? Kakšna je ekipa, kako ste razdeljeni? Mogoče najprej, kakšni pokojninski skladi sploh so pri nas. Delež največji je v bistvu naš zajamčeni sklad, kjer v bistvu garantiramo neko zmerno pozitivno donosnost, pa zadnja leta niti ni tako zmerna. Je kar izziv 1,5 pa nekaj odstotka trenutno na letni ravni je ta zajamčena donosnost, ki jo moramo zagotavljati, sicer moramo to dodati zraven iz družbe. Zajamčena donosnost se sicer gleda čez celo obdobje, ko ste pri nas, na posamezen teden, dan ali mesec ali leto, ampak čez celih recimo 30, 20, 40 let. In seveda ta garancija potem pripelje do tega, da moraš zelo imeti pod nadzorom tveganja, to pa v osnovi pomeni manj tvegane naložbe, kar pa v našem svetu pomeni pretežno obvezniške naložbe. Tako da bom rekel, glavnino še vedno predstavljajo v bistvu obveznice našega vsakdanjega dela. Se pa bistveno krepi tudi, bom rekel, bolj tvegan del, ki ga imamo pa pač v delniškem skladu.
V bistvu od leta 2016 naprej imamo tako imenovani pokojninsko varčevanje v obliki življenjskega cikla, se temu reče, life cycle investing v angleščini. Ne. To pa v bistvu pomeni, ko ste mlajši, imate bolj tvegano strukturo portfelja in za leti, ko se približujete upokojitvi, ne, se nivo tveganja zmanjšuje. Ne. To pa pomeni, da najprej ste v delniškem skladu, potem ste v srednjem uravnoteženem skladu in na koncu v zajamčenem skladu. Ne. In tako je zdaj struktura pokojninskega varčevanja v Sloveniji in tudi pri nas. No. Tako da v bistvu pri nas ste v delniškem skladu do 50. leta, od 50. do 60. leta ste v srednjem skladu, od 60. leta naprej pa v zajamčenem skladu. Nekaj svobode pri izbiri tukaj je, lahko vedno zberete bolj konzervativen sklad, kot pa je privzeta opcija za vaša leta. Če pa ravno kar so pa v teku, je javna obravnava glede zakonodaje tudi z našega področja in zelo verjetno bo možno tudi, če ste malce starejši in tako želite, ne, imeti tudi malce bolj tvegan sklad. Recimo, da ste v srednjem skladu po letih, stari 52 let, ne, konec koncev to ni tako ekstremno staro, ne, in tudi imate še kar nekaj let do upokojitve, ne, se boste lahko zavestno sami odločili, ne, da greste v bolj tvegan sklad. Tako da te 3 sklade v bistvu imamo, potem pa še sklad izplačevanja, torej tisti, ki dejansko prejemajo vsak mesec dodatno pokojnino, to je dodaten sklad, ki je tudi zelo konzervativno sestavljen, pretežno kvalitetne obveznice. Razlog tukaj je pa zopet v produktu samem, ne, torej v visoki garanciji, ki je pa tam v bistvu na mesečni ravni. Torej, če bi na mesečni ravni imeli manj kot zahtevan minimalni donos, tam garantiran donos, bi iz družbe morali vplačati. Ne. In seveda zopet, ko imate tako močno kazen, če je minimalni minus, ne, potem seveda morate izbirati naložbe, kjer se to tveganje minusa v bistvu čim bolj zmanjša. No, to pa zopet pomeni res kvalitetne v bistvu obveznice. Ne. Torej državne ali pa še boljše res kvalitetnih mednarodnih podjetij. In tako da nekako smo od najbolj varnih naložb, od zakladnih menic, od res kvalitetnih, torej dvojni A podjetniških obveznic in na koncu tudi do zelo tveganih bom rekel naložb, ne, ampak pri zelo tveganih naložbah, čisto iskreno, mi nekako jih dodajamo, jih gledamo, ampak jih imamo kot neko začimbo v portfelju. Ne. Torej, to ni naš glaven fokus, kje bomo zdaj zaslužili ogromne procente v kratkem času, daleč od tega. Ne. Naš fokus je kontinuirano usmerjen v celotno, pravilno, bom rekel, čim bolj razpršeno, čim bolj nekorelirano, torej nepovezano med sabo sestavo portfelja. Ne. Imamo, mislim, da 160 naložb, da imamo v delniškem skladu od obveznic do delnic. Ne. Torej prava razpršitev in prava tudi vsebinska razpršitev. Ne. Tako da imamo med drugim recimo v zajamčenem skladu tudi eno garažno hišo v Ljubljani, eno poslovno stavbo, imamo tudi male izdaje nekih, bom rekel, obveznic, torej, ki so, bom rekel, malo projektno naravnane, ne, temu ustrezno tudi višji donosi in tako naprej, ampak vse to so tvegane naložbe ali pa zmerno tvegane naložbe, ampak v zelo, bom rekel, omejeni količini so dodane noter v portfelj za določenim namenom, običajno z namenom razpršitve. Kaj pa plemenite kovine? Ne, izrecno so prepovedane skladno zakonodajo v Sloveniji. Okay. Direktno nakupovanje plemenitih kovin, ne vem zakaj, tako so zapisali takrat enkrat leta 2000 v zakon in to je še zdaj v zakonu, tako da direktno nimamo trezorja za zlatom. No, recimo. Ne, kaj pa recimo sklad ETF z zlatom, se pravi. Dokler je to nek finančni inštrument, bi to teoretično šlo, verjetno bi šlo, ne, tam bi bilo treba detajle pogledati, ampak generalno ne, mi vlagamo še enkrat ne, za dodatno pokojnino na srednji, predvsem pa na dolgi rok. Ne. In torej, če neka naložba nima pretiranega smisla, bom rekel, na dolgi rok, ne, in je torej bolj po naravi špekulacija, kratkoročne narave na to, kam naš svet gre in kaj verjetno bo, ne, potem se temu probamo čisto iskreno izogibati. Ne. Zlato je eno od teh, en tak recimo primer, ki na dolgi rok ne, je v bistvu hranilec vrednosti, se je že dokazal pač v zgodovini kot hranilec vrednosti, ni pa neka, bom rekel, donosna ali pa zelo donosna, niti ne donosna naložba, no, hranilec vrednosti na dolgi rok prinaša toliko kot inflacija, pa čisto nič več. Kar samo po sebi ima tudi nek smisel, kaj pa zlato v bistvu je, ne, ena kepica, ene kovine, ne, ki jo spravite v trezor, ne. Kaj vam daje? Dober občutek, ja, to je lahko zelo veliko vredno,
ampak samo po sebi vam ne daje ne najemnine, ne dividende, ne obresti, ne kakšnega drugega, bom rekel, doprinosa. Od trte dobite grozdje vino, ne? Od njive dobite krompir, od gozda dobite les, ne? Za kurjavo, medtem ko pri zlatu neke take, bom rekel, doprinosa jasnega družbi ni, ne? To, kar je hranilec, zgodovinsko menjalno sredstvo in hranilec vrednosti. In to občasno ima zelo veliko vrednost, ne? Takrat, ko se bojimo zloma finančnega sveta ali pa neke svetovne vojne, ali pa vojne generalno, takrat ima to zelo veliko vrednost za posameznika, ne? Čisto iz praktičnih razlogov. Ne? Medtem, ko se zadeve umirjajo, ko strah mine, ko nevihta se konča in zopet malce posije sonce, ne? Takrat pa zlato svoj lesk, zgodovinsko gledano zdaj govorim, izgubi in se vrne nazaj na tiste običajne vrednosti, recimo, ne? In to običajno je pač neko usklajevanje z inflacijo, recimo. Ok, super. Jaz bi danes, da se mi osredotočiva predvsem na delnice. Lahko tudi obveznice, no, ampak gre v vrednostne papirje. Bi pa začel z vprašanjem. Kaj je zate finančna neodvisnost? Finančna neodvisnost? Ja, za mene čisto iskreno je, zdaj jaz sem družinski človek, tako da vedno, ko mene vprašaš, vedno pomislim na pač finančno varnost pač meni najbližjih, ne. Torej, seveda v prvi vrsti, tako kot večina, bi rekel, ja, to, da imam nek zagotovljen pasivni, torej nek dohodek, ki prihaja iz neke zmerno varne, saj zmerno varne, bi jaz rekel, naložbe, ne, in zadostuje za plačilo računov in neke osnovne dobrine, torej neko osnovno, bom rekel, življenje, ne. Torej, recimo, da bi prišel nekje na 1000, 1500, 2000, lahko nekje se giblje, bom rekel, normalna poraba poprečnega Slovenca, ne? In poprečna plača, recimo. Ne? Torej, bi rekel, ko bom imel 1500 evrov na mesec ali pa 18 000 evrov na leto nekega dohodka iz zmerno, bom rekel, varnih naložb, ne? Bi jaz temu rekel, da sem svoboden. V pravem pomenu besede, finančno in drugače, ker takrat ne rabim več hoditi, bom rekel, v službo, če mi ta služba ni všeč. Ne? Ali pa početi nekaj samo za denar, zato da bom lahko plačal položnice. Ker pa sem družinski človek in imam otroke in ženo in tako naprej, ne? Pa ta prvi bi rekel, da sem brez dolga, da nisem nobenemu nič dolžen. Ne? V drugem pomenu, da sem uspel privarčevati toliko, da imam, dajva reči, saj za položnice, no, 1000 evrov. In tretja točka, da so otroci prišli do kruha, se je včasih lepo rekel, ne, karkoli bi že danes bilo, torej da so otroci priskrbljeni oziroma imajo tudi oni pač saj neko mero finančne varnosti, rečva stabilno službo. No. Četrta točka, ki sem pa mečkam bolj zahteven sam do sebe, je pa, da imam nekaj malega, recimo našparanga, da otrokom, če bo to pomagal, kdaj pri reševanju stanovanjskega prvega problema ali pa pri morda kakšnem izobraževanju, ki morda ne bo tako poceni v prihodnje, da jim lahko malo pomagam na njihovi, bom rekel, tisti osnovni izobraževalni pa poklicni pa poti pa potem samostojnosti. No. Tako da, kje zdaj sem od tega, ja, še kar zelo pridno zaenkrat v službo hodim in še vedno lepo pridno vsak mesec dajem na stran za to, da bom do tega enkrat lahko prišel. No, če se ne motim, otroci še niso vsi pri kruhu, ne? Ne, niso. Da, to je zaenkrat glavni moj motivator za netrošenje in za, bom rekel, visoko stopnjo varčevanja. No. No, tle sem hotel, da začneva. Kakšna je tvoja strategija, da prideš do finančne neodvisnosti? Se pravi, ko bojo otroci šli, da boš imel ta nek pasivni dohodek, kako si se ti lotil zase tega problema? Zdaj, finančna neodvisnost, čisto iskreno, je z dveh stvari, dva dejavnika sta ključna. Eno je, koliko ste vi skromni. Bolj, ko si skromen, ne, manj kar rabiš, prej si lahko finančno neodvisen. Obstajajo ljudje, ki nimajo veliko, ampak so svobodni in so finančno neodvisni. Ampak nimajo veliko po nobenem kriteriju moderne družbe. Ne. Še vedno so stroški manjši od dohodkov. Verjetno, tako. Ali pa saj usklajeni, recimo. Ne. Pa nimajo veliko, ampak so pa finančno svobodni. Večina si to ne predstavlja tako. Ne. Večina si predstavlja pasivni dohodkov, da nič ne rabim delati, imam ful dober avto, ful dober dopust in v restauracijah jem. Ne. To pa nažalost ne gre. No.
Tako da oboje načeloma ne gre. Ne. Tako da prvo, kar je, treniram v narekovaju varčnost, ne, torej neko, bom rekel, neko normalno skrbnost, da ne trošiš za stvari, ki dejansko ti ne prinašajo dolgoročne koristi, ki so samo kratkoročno mašilo, sprožilec hormonov sreče za kratek rok, ne pa nič drugega, ne. Potem pa recimo, mi smo včasih temu rekli krama, ki se nabira doma, ne. Tako da temu se probamo izogibati. In drugo je pa iskreno, da vsak dohodek, ki je nek ekstra, ne, ali je to povišica, ali je to enkratna nagrada, ali je ne vem, nek ekstra doprinos v družinski proračun, lahko je tudi, zdaj smo že malo letih, lahko je že tudi kakšna dediščina ali pa kaj tazga, ne, da vse te stvari dejansko ne razmišljaš kot, to je pa moj tekoči dohodek za potrošnjo, za življenje, rečejo tisti, ki si iščejo izgovore, ne, ampak da rečeš, ne, to pa sploh ne pride na bančni račun, kjer bi lahko prišel v razmislek, zdaj bomo pa, ne vem, upgradali avto, upgradali dopustovanje in tako naprej. Torej stvari, ki v bistvu zelo veliko naenkrat stanejo, pa ti ne dodajo tako zelo veliko. Pa ti ne dodajo nič k finančne varnosti, dodajo ti samo k čisti iskreno stroškom, pa nekemu občutku, kratkoročnemu občutku zadovoljstva. Torej zelo sem, ne vem, bom rekel star v bistvu za večino ljudi z tega zornega kota, ne, ker delam v pokojninski družbi. Staromoden, misliš, okay. Tudi star, ne, ker veliko razmišljam o tem, kako bom živel, ko bom 70, ko bom 80, gledam zdaj, ne vem, babica moja je 94 in živi v domu, ne, in more pač njena oskrba kar nekaj stane, ne. In meni vse te, bom rekel, vse to me gane, vse to dam nekako noter v enačbo, ne, in potem morda malce bolj, bom rekel, bolj varčen ali pa za marsikoga morda pretirano varčen delujem na prvi pogled. Kakšen je pa tvoj portfelj? Tako, če malo o alokaciji govorim. Ja, zelo enostavno. Zdaj, vse moje premoženje, finančno premoženje, ne, je v naših skladih, glavnina ga je v našem delniškem skladu, zelo enostavno. Torej, tam se zdaj kar lepo neki, že bom rekel, nabira, no. Nekaj malega imam tudi delnic naše družbe, pokojninske družbe. In tako da ali so delnice pokojninske družbe, ali pa vse v naših skladih. No. In tako izgleda moj portfelj. Torej, moja usoda je v bistvu odvisna nekako od tega, kar v bistvu vsak dan delam v službi. Tako da vsak lahko pogleda vsak mesec, ne, naše mesečno poročilo, kjer so noter vse naložbe navedene, od prve do ta zadnje, ne, in lahko točno pogleda, kakšen je moj portfelj. Tam je moj denar. Zelo enostavno. Deva zdaj malo pogledati samo materijo investiranja v delnice. Se pravi, nekdo zasluži in bi si rad malo razpršil svoje premoženje in razmišlja tudi o delnicah. Kako bi ti opredelil različne razrede investiranja v delnice? Začel bi, zdaj, kako jaz razmišljam, kako mi razmišljamo o naši družbi in jaz konkretno o delnicah, v bistvu temu se reče pristop od zgoraj na vzdolj. Torej, ko mi razmišljamo ta prvo, katera naložbena kategorija, ne, običajno so delnice proti nečem bolj varnim, obveznicam, ne, ali pa denarju. Ne. Torej, kakšni časi so pred nami. In če rečemo, da so pozitivni, dobri časi, ne, potem več delnic, če se bojimo nečesa, ne, oziroma so predvsem vrednotenja visoka, ne, potem malce stopimo na bremzo, malce zmanjšamo izpostavljenost delnicam. To je to. Ko pridemo do delnic, pa potem v bistvu zopet gledamo, kjer je regije, kot prvo, ne, imate rajš ameriške, imate rajš evropske, imate rajš razvijajoče se trge in potem znotraj, bom rekel generalno, teh trgov, ne, kjer je panoge. Ne. Ker vi morate vedeti, da delnica ni ene delnice. Ne. Vi lahko imate eno delnico, pa se bo ravno obratno obnašala kot neka druga delnica. Ne. In te dejavniki so ponavadi povezani z nekimi, bom rekel, z neko celovito sliko, ne samo s tem podjetjem. Ne. Torej, napaka malih vlagateljev ali pa nekih začetnikov, ki reče, gremo v delnice, začnejo gledati, ne vem, bottom-up analiza je to v bistvu, ne, začnejo podjetje študirati, ne. Ok, ampak to podjetje živi v našem okolju, v naši regiji, pod našo zakonodajo, regulativo in znotraj našega sveta in naše denarne politike in tako naprej. In te stvari, ne, če od spod začneš gledati, ne, je nevarnost, da se preveč začneš fokusirati na, ne vem, naslednje zdravilo od, ne vem, Novartisa. Vmes pa pozabiš, ne, da je Trump recimo dal carine na evropske pa švicarske proizvajalce, tudi farmacevte, in da ti bo to
praktično odneslo en velik del biznisa v Ameriki, kar drastično lahko zniža vrednost tvojega podjetja. Čeprav to novo zdravilo je lahko nekaj zelo dobrega. Ne? Tako da naš pristop je vedno od zgoraj navzdol. No. Aha, se pravi, najprej regija, recimo. Ja, najprej, zdaj, če grejo pa nazaj na finančno stroko, v večini učbenikov, bom rekel, ti bo najprej pisali, ja, globalno razprši, ne. To je pa en, recimo, MSCI World, ne, svetovni delniški indeks, kjer so praktično delnice dobesedno celega sveta, ne. In recimo kot neka osnova, ki lahko začneš razmišljati, ne. To v večino časa je to zelo dobro izhodišče, no, tako bom rekel. Kdaj ni zelo dobro izhodišče, ko imate, bom rekel, neko navdušenje na delu trga ali pa na neki regiji, ki je zelo skoncentrirano. Ne. Ker takrat gre veliko kapitala, veliko vlagateljev v točno določene naložbe, ki zelo pridobijo na vrednosti in ker večina teh indeksov, vključno z MSCI World, je sestavljena na osnovi tržne vrednosti podjetij. Ne? In seveda, če nekemu podjetju delnica eksplodira krat 5, krat 10, ne? Potem je 10-krat več vredno. Ne? In kar naenkrat so največ vredna podjetja, ne? V bistvu tista, ki so najbolj popularna, ki so najbolj zarasla v preteklem obdobju. Ne? In nažalost ravno taka, če se izkaže, da vsa ta pričakovanja, pa visoka pričakovanja so vključena, ne? In seveda visoka pričakovanja je veliko težje doseči, kot pa nizka pričakovanja. Ne? In kar pogosto se potem zgodi, ne? Da pride, običajno uporabljamo kakšno besedo balon, ali pa da balon spusti, ali pa da balon poči. Ne? In takrat pride do nenadnih, hitrih znižanj vrednosti. Ne? In v bistvu ta koncentracija naložbene teme, no, je tisto, česar se pri nas nekako zavedamo in izogibamo malo. No? Tako da jaz bi rekel, ja, globalna razpršitev, ampak v pravem pomenu besede, ne, globalna razpršitev, ali pa ni, da zdaj kupite, recimo, do nedavnega je veljalo, če ste kupili MSCI World, ne, ste imeli 72% ameriških delnic. Ne, od teh 72%, 40%, torej blizu 30% točk, ne, torej 30% od tega, kar ste kupili, so bile v bistvu velike ameriške tehnološke družbe. Ne, torej, zdaj, če vi pravite, da te družbe pa vse mogoče povezano z umetno inteligenco, povezano z Elonom Muskom, povezano z Microsoftom ali pa s Facebookom, če vam te zadeve morda niso tako zelo všeč, ne, zakaj potem v MSCI World, kjer 30% vsega, ne, date ravno v te družbe, ne. Torej, še vedno lahko pride tudi na svetovno razpršenem portfelju, če ne pogledate, kaj imate noter, ne. Do močne koncentracije tveganj. To je ena, pač bom rekel, velika nevarnost, velika nevarnost. To je nevarnost pri, bom rekel, slepem nalaganju na trg, ne, torej prek recimo ETF-ov. Ne. Super, ETF-i večino časa so super. Ampak, ko imate neko, bom rekel, ekstremno močno temo, ki prevladuje na delniških trgih, vsake par let ali pa na 10 let sigurno se nekaj takega zgodi, takrat pa kljub temu, da imate 1400 delnic celega sveta, v resnici vam gre portfelj tako, kot je unih 5 delnic. In zdaj je bilo eno, recimo, tako obdobje, zadnje 2 leti z ChatGPT-jem, za umetno inteligenco, ne, ves fokus vlagateljev, še posebej malih, je, pa tudi velikih, čisto iskreno, je šel v to naložbeno temo. Ne, in od tu se je generirala rast na delniških trgih, ne, ki pa je pripeljala do visokih vrednotenj, visokih pričakovanj, ne, in to je tisto, kar nas je malo skrbelo, zdaj že zadnji let, bi rekel, ali pa let pa neki, en dober let. In zato tukaj sam poudarjam, no, da v bistvu naš pristop je, bom rekel, zelo vsebinski. No. Ne, recimo tako, tle hitro rastoče delnice, se pravi, growth stocks, hitro rastoče tipično, delnice. Zadnje par let, fantastična zgodba. Tako, ampak tle je v bistvu njihova cena zelo odvisna od tega, bom rekel, od nekega hypa, od povečanega apetita investitorjev, da investirajo v tvegane naložbe. Takrat gre kar več v te hitro rastoče delnice. Drži, idealno je, če je še nek tehnološki preboj prisoten, ne? Če greva zdaj malo nazaj, ne? Ker sva bila midva, ne vem, v srednji šoli, recimo pa na faksu, ne? Takrat se je internet zelo hitro razvijal, takrat je bil internetni balon na borzah, ne? Zdaj za nazaj to vemo, konc 90-ih so pa vsi dejansko drli v internetne delnice, delnice telekomov, ne? Ki so polagali optične kable in zagotavljali internet in Cisco, recimo, proizvajalca modemov, ne?
To je bila nova tehnologija, kako se je šlo, vemo, od 2000-2003 večina teh delnic izgubila 70-90%, številnih danes ni več, oziroma ni bilo več. Tista, ki so preživela, so pa kar nekaj let rabila, ne, da so nekako zopet stopila na svoje lastne noge. Pa so zdaj verjetno na koliko? Ne, Amazon super, ne, ampak ste mogli vmes preživeti -90 na tej delnici, ne, kar je bilo zelo malo junakov takih. Ker na marsikateri drugi je bilo -90 pa pol nula. Ne. Ta je šla na -90, pa je šla pol nazaj krepko čez in ste danes super bogati, ne, ampak Amazon si mogel zadeti, ne? Tako je bilo še polno drugih. Ja. Torej, na eno, ki ste jo zadev, ste sigurno 8 ali pa 9 jih falil, ne, jih ni več. Ja. Torej, če bi zdaj tam razporedil v Amazone in čakal do danes, ne, kljub temu ta donos ne bi bil nič posebenega. Ja. Recimo, zdaj primerjava value stocks, kot bi temu rekel, podcenjene delnice, oziroma podvrednotene delnice. Jaz imam rad dva izraza, v bistvu. En je new economy pa old economy, torej stara ekonomija pa nova ekonomija. Torej nova podjetja, tisto, kar je nekako, bom rekel, zadnje čase prišlo, pa stara podjetja, tisto, ki je že 50-100 let obstaja. In tisto, kar je staro, so nekako stabilne, zrele družbe, zelo hitro lahko poveš, kaj delajo, vsi razumejo, kaj delajo, ni neke posebne znanosti, privlačnosti, neke zgodbe, ne, pri njih. Medtem ko te growth, ne, pa vsake toliko časa močno pridobijo na popularnosti, razlog je pa s tem, da pač imajo neko močno zgodbo. Imajo neko novo tehnologijo, imajo nek nov trg, ne, imajo nekaj, kar je drugače od tega, kar je bilo do sedaj, in od tam že vidiš prve znake rasti prihodkov, ne, in od tam potem ponavadi vlagatelji kar ekstrapolirajo to v naslednjih 10 ali 15 ali pa 20 let. Ne. In vedno znova se to dogaja. Ne. Tipično je pa, da ali se odpre nov trg, ne, zopet, če se vrnemo na začetke moje kariere, takrat je bil Balkan, ne, eden večjih balonov v svetu. Ne. Razlog je pa bil, da se je trg odprl. Ne. Po 90 letih se je pač trg odprl, borze so bile, kapital je začel pritekati, ne, in je bila zgodba o tem, da zdaj pa to bo naslednja zgodba o hitrem razvijanju Evrope. Ne. Takrat smo imeli .com, je bil povezan s tehnologijo. Ne, če greva pa bližji, no, da ne bom tako, da sem 100 let star. Lahko greva v leto 2021, recimo. Ne, takrat so borze močno rasle, najbolj popularen trade, ne, so bile pa delnice proizvajalcev električnih vozil. Ne. In od takrat naprej, ne, so pa delnice električnih vozil zelo, zelo slaba naložba. Čeprav smo dobili zelo dobre električne avtomobile v zadnjem času, ne, in se z veseljem z njimi... kalkuliran naprej, ne? Toliko previsoka so bila pričakovanja, ne, in zato v bistvu dejansko je bilo 3/4 tistega res, ne, da je prihodnost v električni mobilnosti, da samo ne tako hitro, ne tako izrazito, predvsem pa ne tako dobičkonosno. In ko daš to skupaj, na koncu pride vse skupaj do katastrofalno slabe naložbe. Ne, in te riziki so pri tako imenovanih growth stocks. No. Torej, jaz bi rekel, malo moraš biti, naša logika, moja logika je, da moraš biti malo, bom rekel, malo kontrarian v angleščini reče. Torej, malo moraš biti upornik. Ne. Če hočeš na dolgi rok kontinuirano delati dobre donose, ne, je fajn, skratka strategija, ki se je mi poslužujemo, je, da gremo tja, kjer so pričakovani dolgoročni donosi solidni. To pa običajno ni nekaj, kar je zelo popularno v tistem trenutku. Ne. V bistvu so to, lahko tudi obrnemo, ne. Lahko gremo zdaj v recesijo, pa bojo old economy, torej zrele, stabilne, dividendne družbe, ne, tiste, ki bojo ratale popularne. Ne. Takrat bojo pa zelo poceni, morda zopet growth stocks, ne. Torej bojo podcenjene glede na dejansko pričakovano rast prihodka in dobička. Ne. Tako da te teme jaz ne bi rekel, da je nujno ena ali druga. To je fluidno, to se spreminja. Ne. Ja, ampak zdaj se mi zdi, ki je prišlo do popravka, je to že medved, je to že bear market, kar imamo zdaj, ali je v bistvu sam popravek. Mislim, se mi zdi, da več se govori o value stocks, pač gospod Buffett je kar naenkrat old economy, naenkrat zopet modrec, ne? Prej je bil pa klovn, nekdo, ki si se mu posmehoval. Ne? To se hitro obrne, ne? 2 dneva -10, pa nekaj odstotka na S&P 500, to je res ekstremno. Ne?
carine pa gospod Trump imajo učinek, bom rekel, na finančnih trgih še kako močen, ne, in ne pozitiven. In ja, kar naenkrat v bistvu je vse, kar je bilo tvegano, bilo na razprodaji. Ne. Kako zdaj naprej, bomo videli. Ne. Odvisno je predvsem od tega, ne, kako dolgo bojo vztrajali s tem carinam, ali bojo povzročili res pravo recesijo. Ne. Če pridemo zdaj do prave recesije, torej do brezposelnosti, stečajev, do, upajmo, ne zraven še neke inflacije povzročene s carinam, ne. Potem to res zelo slab scenarij in gremo lahko še konkretno navzdol. Zakaj? Zato, ker vrednotenja so še zmeraj povišana. Bili smo zelo visoko, zdaj smo še vedno precej visoko. Bistveno nad zgodovinskimi povprečji. Ne. Ampak če vzameš te Mag 7, se pravi, teh največjih tehnoloških... Čudovitih 7. Ja, čudovitih 7. Apple, Microsoft, če jih vzameš Google, ven, Amazon, Tesla, Nvidia. Če te vzameš ven, Ja. a je to še, so ostala podjetja še vedno zelo visoko vrednotena? Da. Zelo ne zelo visoko, povišano pa. Ne. Recimo pa je na S&P 500 danes, ne, za letos, pričakovani dobički za letos, prideš na 20. Ne. Torej 20-kratnik dobička na delnico je cena delnice. Ne. Kaj pa je nek povprečje? Nek zgodovinska številka, da bi jo jaz rad... To je malo, ne. Torej, če dobički ne rastejo, to pride, če v krog obrneš, prideš na 5% donos, recimo. Ne. To ni neka res številka, da bom jaz zdaj, da bomo vsi navdušeni nad njo, ne, ki na dolgi rok delnice kupujemo. Ne. Tako da neka normalna številka je okrog 15-16, recimo, tako da nekako okrog obrneš, prideš na 7-8%, pa še inflacija, pa prihodki malo rastejo z BDP-jem, pa tako naprej. Skratka, da prideš na tistih 8-10% nominalnega donosa, ki so ga delnice skozi zgodovino nekako prinašale. Ne. Tako da zdaj smo nekje na povišenih vrednotenjih bili, mi smo pričakovali, smo rekli, dolgoročna ocena nekje 6%, recimo 7% mogoče na delnicah, ne, zdaj smo se pa za teh 10% pocenili na S&P 500, 10 pa neki. Je pa res, medvedji trend si rekel, ne, v evrih smo pa že čez minus 20% na ameriški indeks S&P 500, ker je evro... Še dolar pada. Tako, dolar je padel za 10%, ameriške delnice za 10% in skupaj je v evrih 20%, to je res nekaj ekstremnega, no, govori o tem, kako ekstremen je bil obrat v politiki, v bistvu gospodarski politiki Amerike. Tako da value, ja, kar naenkrat so pridobile nekako na fokusu. Fajn je bilo, če si imel neciklične v zadnjem mesecu. No. V bistvu je letos tako zgledalo, no. Če grem nazaj, pa sam razložim, kaj se je letos zgodilo. Ne. Letos smo do februarja bili navdušeni nad Trumpom, znižal bo davke, znižal bo birokracijo, on je za podjetnike, on je za biznis, on nima nič proti dobičkom in tako naprej. Ne. Vse super za lastnike podjetij. Ne. Delnice so šle močno navzgor. Že od oktobra praktično, ko je začel kazati, da bo zmagal, pa potem, ki je zmagal, v bistvu je bilo to super obdobje, super pol leta za delnice, seveda znotraj tega bolj tvegane delnice bolj porastejo. Ne. Ko smo prišli v marc, se je začela ta zgodba krhati, prve carine so se začele kazati, in prve carine je uvedel, torej začel se je dogajati negotovost z njegove strani, plus imeli smo kar par vprašanj glede umetne inteligence, pa modelov, ki to poganjajo, kar naenkrat je 15 teh modelov, kar naenkrat Kitajci delajo svoje modele, glih tako dobre, za menda 10-krat manj denarja in tako naprej. Tako da klele, plus ni dodatnega bilo ekstra močnega preboja, bi rekel, uporabnosti tehnologije in vprašanja so se začela pojavljati, so vsi te vložki dejansko se bojo povrnili v taki meri, kot smo pričakovali. Skratka, marca je celotna tehnološka zgodba izgubila na privlačnosti, so bile najnižje, pač najbolj so upadle vrednosti ravno tem tehnološkim delnicam in tudi drugo pa zmerno. Ne, torej Magnificent 7 marca je bil glavni razlog za močen padec cen delnic v svetovnem merilu. Potem smo pa prišli 2. april, ne, presenetil gospod Trump z carinami, takrat je pa povzročil močne recesijske strahove. To pa pomeni, na delniških trgih je to izgledalo tako, da se je začela odprodaja vsega, kar je zelo ciklično. Ne. Tipično taka je energija, banke in potem še kolateralna škoda carin, recimo farmacija ali pa kdorkoli, kaj recimo uvaža in uporablja iz Kitajske in tako naprej. Ampak predvsem recesija, no, je bil tisti glaven strah. Recesija pa vpliva na staro ekonomijo, na novo ekonomijo, ni važno na koga, na vse. Ja. Tam je pa potem samo važen... Strah se pojavil. Strah, ekstremen strah se je pojavil. Ne. VIX je šel čez 50 na trenutke. Ne. To pomeni, da si imel ekstremen strah na trgih. Ne. In vse, kar je
tvegano iz kateregakoli razloga, je bilo nezaželeno oziroma na razprodaji. Ne. Samo tiste najvarnejše zadeve, ne, najvarnejše naložbe so bile zaželene, to pa v bistvu so bile kvalitetne obveznice, pa še to ne dolge, ker smo se ustrašili inflacije pa fiskalnega trošenja, torej državnega trošenja na dolgi rok. Torej tiste krajše obveznice, denar v bistvu. No. Pa nadomestek denarja, torej hranilec vrednosti, zlato sva omenila. Ne. Zlato je poraslo iz tega razloga in tako naprej. Tako da beg v varnost. Tako da ne value, ne growth, nič ni pomagal v aprilu, samo denar. Denar je podobne naložbe. No, tlele mi je zanimivo to zdaj, ker si šel na to področje. Se pravi, kako je to makrookolje pomembno, kako pomembno vpliva na delnice. In tlele vam jaz zate vprašanje. Kaj ti misliš? No? Se pravi, Trump je uvedel carine. Razlogi za to se pojavljajo več ali manj, se mi zdi, trije. No? Se pravi, reindustrializacija Amerike, se pravi, hočejo nazaj prepeljati proizvodno. Potem druga stvar, povečanje davčnih prihodkov iz tega naslova, da bojo zmanjšali ta deficit. Ne. Tretja stvar, ki jo pa tudi slišim, pa da hočejo oslabiti, oziroma po domač povedano sesud delniške trge in oslabiti gospodarstvo, zato da bojo pritisnili na Fed, da bo znižal obrestno mero. Ker zdaj prihaja v naslednjih 2 letih, ne bi bilo, ne vem, koliko, 15 trilijonov ali koliko bo ameriškega dolga refinanciranega, ne? In morajo to narediti nujno z nižjo obrestno mero. Okay. Kaj ti misliš, kjer od teh razlogov, ali pa če imaš še kakšnega svojega? Še enega si po moje spustil, no? Tega bi dal na 3. mesto. No? Ta 4. se mi zdi najmanj pomemben, torej pritisk na Fed. Tretji je pa v bistvu generalno ošibiti tekmeca na geopolitični sceni, ne? To je pa Kitajska. Ne? Torej deloma uporabljajo to tudi za zasledovanje svojih geopolitičnih interesov. Ne samo, da dvignejo prihodke, ne samo, da industrijo pripeljejo nazaj, nimajo nič proti, tudi če malo, bom rekel, geopolitično, torej in vojaško in drugače ošibijo Kitajsko. Ne. 4. točka, obrestne mere, kot posledica tega, ne, ker morajo financirati svoj proračunski primanjkljaj. Amerika je imela lani 7,5% proračunski primanjkljaj. Če bi ga imela Slovenija, bi imeli 3, 4, 5 že v Sloveniji, že zelo močne varčevalne ukrepe. Gospod Trump to sicer ve in deluje v tej smeri, ampak drugače razlaga. Ne. Razlaga z industrializacijo, razlaga za zaščito delavcev ameriških in tako naprej. Ne. Ampak v resnici, če pogledamo čisto racionalno, ne, to ne pije vode, ne. To brka ne vsak ve, da močne carine ne bojo drastično pripeljale delovnih mest z nizko dodano vrednostjo nazaj. Zakaj bi jih, ne bojo delali. Če bojo pa zelo drage. Ne? Ja. In ne vem, kjer Američan bo zdaj srečen, če bo za Nike'ce namesto $100 mogel dati $250, ne? Samo zato, ker so v Ameriki narejene. Ne? Tako da ni to win-win. Ne? No, recimo, stvar, ki pa ima smisel. Čist racionalna logika. Zakaj? Ker carine so dvig davka, no, konc koncev. Na ameriškega potrošnika. In ti pridobiš pač, davke dvigneš, no, zmanjšaš proračun in zmanjšaš pač finančno breme države. Ne. Ja, no, sam recimo to glede reindustrializacije. Ne. Vojaška tehnologija, ne, oziroma proizvodna rekel, vojaške opreme in tako naprej, pa ne vem, recimo menda, da zdaj za ladjedelništvo, za izdelovanje bojnih ladij pa to, ne, da je to zdaj Kitajska, da prednači. Ne. Tle ne bi bila neka logika, da spravijo v bistvu, da zalaufajo spet ta vojaški kompleks v Ameriki. Ne vem, a si ti kaj... jaz lahko sam potrdim, pač na borzah, ne, delnice iz orožarske industrije so zmagovalke zadnjega leta, ne, torej odkar je Trump, pa v bistvu že kar z Ukrajino se je začelo, no, v zadnjem obdobju pa so poletele v nebo, ne, še posebej evropske, ne, ker v Evropi je res bil ekstremen obrat, ne, če rečemo pri Trumpu ekstremen obrat pri carinah, pa pri zunanji trgovinski politiki, ne.
pa geopolitično udejstvovanje, ne? Če rečemo pa pri Evropi drastičen obrat pri odnosu do obrambe, dajmo tako lepo reči. Ne? In kar naenkrat imamo 600 milijard številko, ne, ki jo spodbuja gospa von der Leyen, ne, torej Evropska komisija, ne, kar naenkrat se lahko zadolžuješ, ne, do 1,5%, če sem prav zasledil in tako naprej. Skratka, kar naenkrat te spodbujajo v oboroževalno tekmo, ne, še nedolgo nazaj, ne, je bila orožarska industrija na prepovedani listi. Ne. Imeli smo nekaj, čemur se je rekel ESG investiranje. Ne. Torej, okolje, druge prioritete. Družbeno odgovorno in z vidika corporate governance, torej nadzora in poslovanja podjetij. In takrat so bile dejansko to ene od nezaželenih naložb. Ne. Tako da kako hitro se stvari obrnejo, kaj rečeš value or growth, kaj rečeš ESG, ali ne ESG, oboroževanje ali obramba, ne. To je stvar interpretacije, stvar parih dogodkov in se motivi spremenijo. Ne. Tako da še enkrat se vrnemo, ta negotov svet, razpršenost, prava vsebinska razpršenost, ne, je ta prava pot. Se pravi, value stocks, no? Se pravi, podcenjene delnice, recimo, ali pa old economy. Old economy, da je reči, lahko so tudi zelo drage. Relativno okay. Na kaj dajejo vlagatelju. Ja, ampak tako, kako vrednotaš ti delnice? Kje kazalce uporabljaš, recimo? Recimo, da ti je delnica zanimiva, kje kriterije moraš izpolniti? Večina tistih, ki zdaj bojo to poslušali, bojo rekli, saj ni nič pametnega povedal, ne? Saj to vsak zdrav kmečko pamet jo ve. Ne? Ampak za nasveti, kako delnice zbirati, pa kako investirati, je čisto iskreno malo podoben, kot če bi me sprašval, kako zdravo živeti ali pa kako shujšati, ne? Ali pa kako mišice pridobiti. Ne? Bolj ne zdravo kmečko pamet, vsi to znamo, da kar, bom rekel, 90% tega postopka nam je vsem znanih. Ne? Tistih 10 je pa poje neka specialnost. Ne? In enako je z izbiro delnice. Rekel sem, začnite globalno razpršeno, pazite, da nimate neke prevroče naložbene teme, ki vam koncentrira rizik. Ne? Torej, imejte pravo razpršitev. Ne? Potem pa pridemo do tega, verjetno te bolj zanima, kako mi analize delamo, kako zbiramo, kako se odločimo, kako stave sprejemamo. Ja. Čisto iskreno, mi najprej pogledamo, kako sem rekel, od zgoraj na vzdolj. Torej, pogledamo, kakšno je generalno vrednotenje na trgu. Ne? So zdaj delnice v splošnem drage ali poceni glede na zgodovinsko povprečje. Okay, potem, če so drage, pogledamo, zakaj so drage, kakšni so vzorci tam. Ne? In potem vidimo, da je navdušen na neko novo tehnologijo, naprimer umetno inteligenco. In pogledamo, kaj točno je umetna inteligenca. Ne? Pogledamo, kakšna so pričakovanja. Pogledamo, koliko v preteklosti, če so bile podobne epizode. Dejansko pogledam, pač jaz grem brati, jaz sem zdaj pač šel brati, kako je bil .com recimo narejen, skoncentriral sem se na pretekle, bom rekel, tehnološke v narekovaju revolucije, ki bojo spremenile svet, pa na koncu še vedno je samo avto, pa električen na benzin. Tako da, in potem prideš do, bom rekel, usporednic do tega, kaj se lahko naučiš. In potem v bistvu čisto iskreno, ne, iščeš, a je kakšna napaka v celotni logiki. In običajno napaka izhaja iz navdušenja, iz čustev. Trg poganjata, trg je tako volatilen zaradi nas, ker smo čustvena bitja, ker imamo strah, ker imamo pohlep, te dve sta glavni, in se izmenjujeta. Veš, jaz velikrat mi kdo reče, kako pa veš, zdaj zakupati, ni zakupati, rečem, ne vem. Ne. Lahko sam pogledam, ne vem, kako si pa ti ženo zbral, rečem ponavadi. Ali pa recimo reči, a boš v trg zdaj gor, a boš v dol, ne vem. Tako, ko ne vem, ko bo žena domov prišla, a bo dobre volje, a bo slabe volje. Poznam jo cel življenje, vse sem naštudiral, bolj jo ne moram imeti naštudirano, ampak še zmer ne vem, kakšne volje bo danes popoldne. Ne. Enako velja za mene, itd. In ko damo to skupaj, ne, v bistvu pridemo na delniški trg in tam psihologija, torej razpoloženje vlagateljev, igra zelo pomembno vlogo in to determinira potem, da se zaciklamo navzgor, ko prevladuje pohlep, ko prevladuje dobra, pozitivna zgodba, ne, ali pa se zaciklamo navzdol, ne, ko prevladuje strah in slaba zgodba. Ne. Še ena razlika je, mogoče navzdol, ne, gre veliko hitrej, kot gre navzgor. Torej, običajno, pada hitrej. Torej, če mislite, da boste, ko se v nekaj slabega zgodil, pa boste vi pravočasno prodali, vam naprej povem, da ne boste. Ker ko se bo zgodil, bo padal.
Naprimer carine. Ne vem, Trump je govoril skozi, da bo carine uvedel, noben mu ni verjel. Pok jih je uvedel, je bil pa kaun, ki je bila risanka, ki je laufal, pa je šel čez prepad, pa je šel v zraku malo migov, pa dol padel. Tako je nekako izgledal ta trg. Kar nekako nismo mogli verjeti, čeprav je bil znak, da je konc ceste, da bojo carine. Ne. In pa kar naenkrat se nekaj zgodi in hitro pade. Tako da treba biti s tem timingom izredno previden, generalno ga odsvetujem. No. Tisto, kar mi delamo, je vlagamo na srednji in dolgi rok in tam gledamo na, v bistvu, bom rekel, generalno na psihologijo vlagateljev. Če so oni predobro razpoloženi, preveč navdušeni, potem mi malo stopimo na bremzo. Če so oni predepresivni, preveč slabe volje, prepanični, ne, potem mi stopimo malo na gas. Tako čisto iskreno to deluje. Zdaj, če greva pa tako da to je glavnina, bom rekel, našega dela je v bistvu ocena psihologije vlagateljev, ocena razpoloženja vlagateljev in tega, a so prenavdušeni, a prepesimistični in pol na osnovi tega rečemo, ok, gremo proti nekemu povprečju zgodovinskemu, ne, kaj bi to pomenilo za donose. Torej, v angleščini je mean reversion, ne, v slovenščini pa ne vem, vrnitev k povprečju. Skratka, v naravi se vse vrača k povprečnim vrednostim skozi čas. Ne. In ta koncept, recimo, ta naravni koncept, nekako implementiramo pri našem razmišljanju glede delniških trgov. Zakaj? Sliši se malo tako čuden, ne? Ja, zato, ker smo ljudje delniški trg in ljudje smo taki kot, bom rekel, koncepti v naravi. Dejansko se tako obnašamo kot množica ljudi. Ne. In zato ta koncept ni napačen in, bom rekel, na srednji dolgi rok v bistvu daje neke rezultate. Je pa ključno pri vsem tem, kar se zdaj pogovarjava, tako kot pri hujšanju ali pa bodybuildingu, disciplina. Ne. Torej, moraš biti konsistenten, moraš biti discipliniran, to je pa čisto iskreno najtežji del moje službe, ne? Ker lahko imaš ti prav, delnice so drage, pa lahko so še veliko dražje. Ne? In bo trajalo nekaj časa, da bo čas prinesel svoje in da bo pokazal, da je bila tvoja recimo zdrava kmečka pamet pravilna osnova za razmišljanje. Ne? Samo vmes moraš pa zdržati. Ne? Oziroma v mojem primeru vmes me ne smejo odpustiti. No, omenil si pesimizem, optimizem. A ne? Da. A smo trenutno preoptimistični, a prepesimistični? Od 2. aprila naprej smo ali ekstremno pesimistični, ali pa ekstremno pesimistični. Torej, se pravi, bi mogli biti v prihodnosti lepši. Mislim, bi mogli rasti. Z vidika delniških trgov ne, ker samo, da se čustvo umiri, je že dovolj, da dobiš neko pozitivno donosnost. Ne. Torej, samo strah, panika se umiri, pa se nekaj, bom rekel, ljudi vrne nazaj na delniške trge. Ne pomeni to, da bo zdaj močna rast pred nami, ne, to je odvisno, kot sem rekel prej, bo recesija, ne bo, ampak ko bomo zgledali skozi čas, ko gledaš skozi čas, ne, zadnjih 20-30 let, ne, in rečeš, kdaj je bil še, ne vem, VIX, torej mera strahu, recimo, da ne bo zdaj šla v detajle, mera strahu, če vzameš mere strahu, ne, lahko je VIX, lahko so druge mere strahu, kjerekoli mere želiš vzeti, vse ti bojo pokazali ekstremen strah. Ne. In ko greš nazaj gledati epizode, ko je bil ta strah tudi na tem nivoju, ne, bi si želel v veliki večini primerov, sploh če si dolgoročni vlagatelj, da bi takrat dokupoval. Čeprav si takrat tudi ti, ne, prestrašen. In to je ta disciplina, to je ta, bom rekel, kontraodločenost, ne, zaupanje v zgodovinske podatke, zaupanje v model, ki je deloval v preteklosti, da je svet tak, kot je in da bo tudi v prihodnje. Vsaj približno podoben. Ne. Torej, času panike, ne, dokupuj. Vse se sliši zelo simpel. Sam narediti je to malo težje. Ne? Ja, zdaj tle vidim, da se pojavljata dve teorije. Ne? Ena je ta buy the dip, ne? Se pravi, kupi, ta je poenostavljena. Kupi, ko malo pade, ne? Druga je pa, kaj še sledi? Ne, jaz nisem rekel, kupi, ko malo pade. Rekel sem, ko je ekstremna panika na trgu. Ne? Okay. Kar je vsakih nekaj let. Recimo nazadnje je bila taka panika ob COVID-u. Trajala je 10 dni do 14 dni takrat. Potem so stopile noter centralne banke, države in tako naprej. Podobna je bila 2012, ko so evropske banke propadale, slovenske banke, ene za drugo šle v stečaj de facto. Ne.
bile dokapitalizirane, da niso šle v stečaj, no bom tako rekel reč. In 2008 Lehman Brothers in tisti, skratka, ko je 80% ameriških bank de facto propadali, njih ni več. Ne. Ja. Torej, govorimo finančna kriza. Govorimo res ekstremnih dogodkih, ne. In ta je čist tam z njimi. No. Okay. Se pravi, ne pričakuješ, da sledi še en tak padec, recimo, ali kaj takega? Ne, je zelo možen. Je zelo možen, ampak kljub temu bom rekel, tudi če pride od tukaj naprej so 3 scenariji. Vedno razmišljam o 3 scenarijih. En je pesimističen, srednji pa optimističen. Pesimističen je, da dejansko te carine pač se ne ukinejo dovolj hitro. To bi pomenilo v naslednjih, 3 tednih, najkasneje. In potem se ameriški potrošnik umakne, že zdaj je popolnoma prestrašen. Vlagatelji se še naprej umaknejo, financiranje se umakne in tako naprej, se začne klasična finančna kriza, ki vpliva potem na recesijo. In tokrat, za razliko od leta 2022, ko smo dvigovali obrestne mere in smo pričakovali recesijo, generalno so jo vsi pričakovali, ker so bile rekordno dvignjene obrestne mere. Zdaj potrošnik nima več prihrankov iz covidnih lockdownov in podobnih takrat razmer, ko smo mogli vsi biti doma, nismo mogli nič trošiti in smo prisilno ekstremno varčevali. Potem leta 2022 je potrošnik zelo dobro zdržal tudi pritiske zaradi višjih obrestnih mer. Medtem ko zdaj te prihranke porabil, bila je vmes inflacija, videl je, da hitro lahko zgine vrednost denarja in zdaj je zopet zelo inflacijsko občutljiv in zelo prestrašen, ali bo njegov gospodinjski proračun zdržal vse tele carine ali ne. Če ste pa javni uslužbenci, se pa tresete tudi za svoj stolček. V Ameriki govorim. Okay. Tako da zelo negotovo stanje in če gremo po tej poti naprej, pridemo v pravo recesijo, potem imamo še prevrednotenje na delniških trgih brez problema, recimo 10-20% in še upad prihodkov, upad dobička, še to ti dodatno nekaj zniža, tako da nekih dodatnih 30% padca od tukaj naprej, bi jaz rekel, če gremo po pesimističnem scenariju. Če gremo po nekem srednjem, torej da carine so pa niso pa tako naprej, smo nekje vmes, torej se gibljemo okrog teh vrednosti, dokler se zadeve ne razrešijo. Pa v ta scenarij je še vedno, bom rekel, ugrajeno, da se razrešijo dokaj hitro. Torej ne, da zdaj pol leta imamo take carine. Pol leta takih carin bo recesija, pika konc. Če zdaj v doglednem času, vidimo, da gospod Trump si lahko premisli zelo hitro, tako da upajmo, da si zelo hitro premislili in da je ta škoda omejena, potem lahko gremo odkle naprej po neki normalni, bom rekel, poti za delniške trge. Ne 6% na dan v plus ali pa 10 v plus, pa 2 dni 10 v minus, ampak dajmo reči 5 do 10 na leto v plus, kar je normalna številka. Optimistični jutri reče, da se nagremo več carin, in da bo znižal davke, da bo birokraciji napove vojno namesto Kitajski, trgovinsko vojno in tako naprej, tako da bi šel na tisto, kar trgi želijo slišati, kjer je dejansko, bom rekel, da podmaže kolesje ameriškega gospodarstva, ne pa da v bistvu postavlja ovire. Še eno stvar sem hotel s tabo predebatirati. Kaj ti misliš o tej strategiji? Se pravi, dividende, podjetja, ki povečujejo dividende. Dividend growth investing. Ja, super strategija. Sem fan tega, razlog je pa čisto... Sam koncept je zelo primitiven, tako da bi človek rekel, ja, vse to pa ne more, vse to pa vsi razumejo, ne more biti, ne vem kaj, posebenega ekstra donosa. Ampak, zopet sva pri disciplini pa psihologiji. Podjetja, borzna podjetja, ki imajo močno zgodovino stabilnih in rastočih dividend, imajo celo kulturo podjetja naravnano v to, da ta dividenda more biti. Torej, te delnice imajo vlagatelji, znanci zaposlenih zato, ker je dividenda. Zaposleni jih kupujejo zato, ker je dividenda. Cela identiteta družbe je okrog te dividende. In dejansko potem vodstvo zelo razmišlja, katere projekte se gre, torej, da bo lahko to dividendo še naprej vzdrževalo. Kaj to bremza? To bremza torej pet projekte, torej neke specialne projekte, bom rekel, ki nimajo veze z osnovno dejavnostjo, slišijo se pa seksi.
Neobičajno so to kaj takega. Zato, ker vodstvo želi biti moderno, želi biti v skladu s časom in potem damo veliko denarja za nekaj, kar pa v bistvu na koncu spet sva pri umetni inteligenci. Recimo, da si železar, ker zadnje mesece, zadnje leta je bilo popularno, karkoli si, mi uporabljamo tudi umetno inteligenco. Ja, mogoče ni čist fajn, da vsi zdaj ful veliko plačujemo nekim programerjem za to, da umetno inteligenco razvijajo. Moraš vedeti, kaj boš s tem in kje boš dobil denar. Ki se ti bo denar povrnil, vložek povrnil. Takrat, ko nekaj moderno, te to ne zanima. Tako, kot te ne zanima, ko greš kupiti novo obleko, a se ti bo vložek povrnil. Važno je, da si lep, dostojen in da statusu primeren. In podobno je v upravah velikih podjetij. Pričemer, če imaš bremzo, če imaš tisto disciplino, ki te vrne nazaj na osnovno poslanstvo tega podjetja, in to dividenda naredi, ker veš, da jo moraš izplačati, če ne službeno všeč imel, to dvigne v bistvu profitabilnost teh firm čez čas. Na srednji, na dolgi rok. In zato so v bistvu te dividendne borzne družbe v bistvu skozi cikl, skozi čas v bistvu bolj profitabilne. To je empirično dejstvo. Tisti, ki pa nimajo lastnikov, ki rečejo, od dobička pa izplači, pa če boš imel dobro idejo, pa prid, pa jo predstav, pa mu dali nazaj. Tisti, ki jim dajmo, kar daj, ti puščamo denarja, pa se pa hiter, se veš. Človek se hit dobrega navad, in grejo stvari malce po svoje in ne nujno v korist stabilne visoke dividende. Ja, ali se malo preveč potroš, torej se ne varčuje znotraj podjetja več tako, ali se gre pa v projekte, ki so odklon od osnovne dejavnosti. In pa pride recesija, če se spomneva zdaj 2012 do 2017 v Sloveniji ali pa v Evropi, kaj je bilo moderno? Ja, core dejavnosti. Vsi so se vračali nazaj na osnovno dejavnost. Ja, leta 2006 se ni ben vračal na osnovno dejavnost, pa 2007 so vsi šli na Balkan, vsi so bili strokovnjaki za Balkan, pa za širitev na Balkan, v Sloveniji govorim. Tako da ta masovna, ta psihologija je zelo nalezljiva. In dividenda je tista, ki ti da, ki te malo pomne, da dej vrn se na tisto, kar ti res dobro delaš, kar res delaš dobičkonosno, kar znaš, in to je ta prava pot na dolgi rok. Kako pa vidiš, recimo, prepoznaš, identificiraš podjetje, ki ima ta potencial, pa to disciplino, da bo še naprej povečevalo dividendo, recimo. Kje ti vidiš tiste znake? Čisto iskreno, pogledaš dividendno nosnost, pogledaš zgodovino dividende, pogledaš, kaj je to podjetje naredilo v preteklih krizah, a je izdržalo, a ni izdržalo, a so kar naenkrat ukinili, pa pol je dolg traja. Skratka, pogledaš za nazaj. Potem vidiš, da so iskreni. In če so pri dividendi iskreni, že ena kljukca. Potem pa pogledaš, kakšna je dividendna donosnost, kakšna je bila v preteklosti, kakšna je danes percepcija drugih vlagateljev do teme, torej borzne družbe z stabilno dividendo. In če prevladuje neka druga tema, potem bo verjetno tale tvoja dividendna dolgočasna delnica lahko celo zanimiva. Sedaj pa pri dividendah moraš razumeti, da je to v bistvu podoben kot dolgoročna obveznica. Torej, če centralna banka zviša obrestno mero, kar naenkrat ta tvoja dividenda dobi veliko konkurence v obliki tudi bančnega depozita, na koncu državnih obveznic, podjetniških obveznic. Skratka, vse se prevrednoti. Tako da bom rekel, idealno bi bilo, da imaš stabilno podjetje za stabilno in rahlo rastočo dividendo, si v okolju, ko pričakuješ, da bojo nižali obrestne mere, torej gre rahlo navzdol, ampak to ne bo drastično vplivalo na tvoje podjetje, ker je stabilen, zrel in tako naprej. In potem se bojo obrestne mere nižale, torej bo ta tvoja dividenda veliko več relativno vredna. In v takem okolju bom rekel, taka naložba bi najbolj pasala. Če imam hkrati še neko ekstremno vročo naložbeno temo, ki mi ni všeč, ki mislim, da je šla predelač, previsoko vrednoteno, potem se pač še ekstra kle. V takem okolju, če gremo zdaj, ta balon se spusti, obrestne mere grejo dol, ti imaš pa lepo, stabilno dividendo na neki dolgočasni firmi, ker noben si ne zna zamisliti, kaj gre lahko narobe z njo. To je nekak idealen scenarij za tako. Če pa na drugi strani, bom pa tako rekel, lahko pa priješ v okolje, ki so obrestne mere v minusu, negativne,
Malo smo prestrašeni in takrat pa vsi iščejo to. Ne? Takrat pa v bistvu ta dividenda, torej za to delnico je lahko močna rast. In ta dividenda je šla iz 5 na 3%, recimo. Ne? In zgodovinsko, ko pogledaš, je bilo še kdaj 3%, ja samo enkrat takrat pa se ni prav dobro išlo za to naložbo. Ne? Torej, zmer moraš nekako gledati v celotni sliki. No? Mogoče se malo ponavljam, ampak... Sprav zgodovinsko to tudi imeti neko zgodovinsko ozadje. Ja, rabaš nek meter, kaj je visok, kaj je nizko. Ne? To ponovadi narediš na osnovi zgodovine te panoge, te delnice in tega. To definitivno treba pogledati za nazaj, kako se je obnašalo v preteklih pretresih. Ne? Potem je pa treba oceniti, kakšno je današnje okolje. Ne? Potem je pa treba še reči, da to podjetje dejansko ohranilo ta bom rekel, to osnovno dejavnost, ima dovolj močno osnovno dejavnost, dovolj zaščiteno osnovno dejavnost, dovolj pogajalske moči, skupci, blagovne znamke, skratka, karkoli ščiti, bom rekel, da jo drugi ne napadajo. Ne? Pa pridemo do teh klasičnih, kako se na faksu človek nauči, ne? Pač SWOT analiza, ne vem, Porterjevi dejavniki, skratka vse te, bom rekel, klasični pomisleki, ampak v bistvu klepo je pride do tega, da moraš podjetje poznati, no, čisto iskreno. Predvsem je ključno, pri podjetjih mogoče ključno, no, tako nekdo, ki se prvič loteva, ključno je, da poznaš dejavnike, ki so driverji, torej dejavniki, ki vplivajo na prihodke, na dobiček te družbe. Torej, kaj je driver? Ne? Kaj je tisto, ki poganja ali rast, ali nižanje in kjeri riziko dejavniki vplivajo na te dejavniki? No, to je že kar oranka analiza, potrebna, da to spoznaš oziroma da to zanaliziraš. Ja, ampak mogoče še to, ne, jaz velikrat rečem, nekdo se lota analize, ne vem, Krke recimo. Ne. Poznate Krko, v nulo, vse vete, kdaj ima rojsten dan predsednik uprave, ni važno, dividende znate na pamet, točno vete, kje je tovarna, točno vete, kje zdravila delajo in tako naprej. V redu, fajn. Ampak še zmer to nič ne pomeni, aj za kupiti, aj za prodati. In v večini primerov boste prišli do nekega neutralnega mnenja. Okay? Vsaki tok časa pa psihologija delniškega trga zapelje to ceno preveč gor ali pa preveč dol. In takrat v bistvu rabite poznati vi firmo, da rečete, ne, sej Krka je pa stabilna, klele dol, to je zaradi drugih strahov. Razprodaja, ne? Kupujem, ne? Ali pa rečeš, klele gor, ne, čak, to so pa nerealna pričakovanja, sej kje bojo pa dobili te ekstra dobičke, ne, da bojo upravičili tako visoko rast oziroma vrednotenje. Ne, to pa dajmo malo zmanjšati. Ne. Tako da v bistvu analitsko delo je kontinuirano spremljanje in poznavanje firm, pa ne samo, kaj one točno delajo, ampak kako jih trg percepira in kako se njihova delnica odziva na določeno, bom rekel, nov signal, ne, novo informacijo. Ne. In meni je najbolj zanimiv, največ se iskreno naučimo o delnicah, pa v riziko-driverjih, pa v driverjih glede prihodnih dobičkov pa prihodkov, ko v bistvu spremljam dnevno, vidim, kjera novica je priletela, ta novica je lahko pozitivna ali pa negativna, pol pa pogledam, kako moje delnice grejo, ene v plus, ene v minus. Ne. In tam včasih te preseneti, kakšna gre v plus ali pa v minus. Ne. In ponavadi pol pogledaš, pa ugotoviš, tale dejavnik, tole sem pa falil. Recimo, ne, francoske delnice. Kitajska objav slab BDP, pa potrošniki so slabe volje. Ja, kak karont, ne, iz Pariza gre močno v minus. Čist vsakič je tako. Rekel pa, kaj imajo Kitajci z Parižani, oziroma s Francozi pa z Evropo? Ja, veliko pa še malo, ne, ker na pariški borzi, ne, so luksuzne blagovne znamke. Ne. Aha, in jih Kitajci kupujejo. In glavni kupec, glavni driver rasti teh firm so bili Kitajci, oziroma kitajski srednji sloj, ki je bil najhitreje rastoč v svetovnem merilu v zadnjih 20 letih. Skratka, dobil si na na stotine, v bistvu milijonov novih kupcev luksuznih dobrin, ki jih prej niso imeli, so dobili status, so hoteli se pokazati, so imeli ta drive. Ker v Evropi pač tistih so bogati že imajo Louis Vuitton torbice, ne rabiš jih 10, ne, verjetno, ne vem, sklepam. Že imajo 3 Ferrarije, četrt, ok. Skratka, če pa ti imaš nov denar, ne, kreiraš nov srednji razred, ne, se pa kreirajo novi potrošniki. In te so bili željni, bom rekel, statusnega simbola, ne, to je bilo tipično pač luksuzne evropske dobrine. In to se zdaj recimo malo zaključuje. Zanimiv pogled. Ja. Zanimiv pogled. Tle na koncu, če te prav razumem, zmer prideva do te neke razpršitve
da je dobro v nek ETF investirati, ne posamezne delnice. Ne? Ali kako bi tlele zaključil, oziroma, dajva kar takole reči, kako do finančne neodvisnosti? Kako bi zdaj to v en odgovor zapakiral? Mislim, da jaz prihajam iz pokojninske družbe A. Torej, če sem malo pristranski, za pokojninsko varčevanje v Sloveniji, tudi individualno, pač obstaja davčna olajšava. Torej, bodite racionalni, izkoristite davčno olajšavo, poskrbite za svojo starost. Zdaj, pri nas ste lahko v delnicah, glih tako, kot v vzajemnem skladu ali pa kot v ETF-u. Razlika je samo to, kakšen nivo storitve vi dobite. Pri ETF-u ne dobite nobenega nivoja storitve. Ni nekoga, ki se bo z vami v slovenščini pogovarjal, ni nekoga, ki vam bo povedal, kje dobite podatke za FURS, payout, kapitalski dobiček. Skratka, super, pocen, ampak nobenega nasveta. Nasvet si morate ustvariti sami ali pa nekomu plačati, da vam ga bo sestavil. Pol pridete do, vzajemnih skladov, te so relativno pač dragi, rečemo, ETF-i so od 0,1 do 0,5% na leto upravljske provizije in to je to. Oni samo kupijo tisto, kar je pač zakupiti v indeksu. Prej sem pojasnil, da lahko to pomeni tudi precej koncentracije vašega premoženja v določeno panogo, določeno skupino tveganih naložb, kot v zadnjem času, kar je malce argument za razmislek, bom tako rekel. Lahko greste preko vzajemnih skladov, tam imate zelo različne vzajemne sklade, lepe fotelje, kavice, lepe brošure, ampak boste tudi plačeval, se plača to na koncu. Torej imate tam 1,5–2% upravljske provizije. Pri nas recimo je pa 1%, na zajančenem 0,55, bomo videli zdaj, kako se bo malo zakonodaja spremenila, skratka smo nekje na polovički vzajemnih skladov. Kaj pa ta izstopna provizija? Pri vzajemnih je, pri nas je, zdaj popusti so odvisno od, bom rekel, tipične marketinške akcije, tako da za neke postopna varčevanja so običajno že zelo močni popusti, za večje zneske so zelo močni popusti, boljša stranka, ki ste večji popust dobite, tako kjerkoli drugje v poslu. Pri ETF-ih, so pa drugi stroški, predvsem v obliki vašega časa, tako bom rekel čisto iskreno. Zdaj, za osnovo je čisto v redu, če vzamete en ETF, naredite trajnik 100 €, 150 €, 200 € na mesec in pozabite na to in to je to. To ni slab pristop. Vsakič, ko dobite povišico, dajte 60–70% povišice, dajte na trajnik pa dvignite to varčevanje. To bi bil moj nasvet za finančno varčevanje. Ali je pokojninski račun, ali je vzajemni sklad, ali je ETF, konec koncev, z tega vidika ni tako bistveno, kot je bistveno, da začnete. In da se disciplinirano dviguje ta znesek, ko se vam povečuje dohodek. Tako bi rekel, to je prvo. Potem pa stroškovna učinkovitost je pa odvisna od tega, koliko imate žilce za to, čisto iskreno. Se pravi, tako, neka razporeditev, eno ravnovesje, se pravi, nekaj v dodatno pokojninsko zavarovanje, ker je pač davčna olajšava. Tako, jaz bi rekel, da je zelo neracionalno, da te davčne olajšave ne izkoristiš. Tako, to je popolnoma če imaš pa še kaj več, pa v ETF, recimo, tako v tem smislu. Recimo, bomo tudi mi kaj več z veseljem vzeli, ampak razumemo, da je ETF cenovno ugodna konkurenca. Okay. S tem sva nekako zaključila to na eno epizodo, ostali je edin še hitra vprašanja. Okay. Tlele bi te prosil tako, če lahko v parih stavkih, ne več, da odgovoriš na par vprašanj, ki so malo bolj napovedne narave. Okay. Recimo, ena stvar, ki sem rekel, da te moram vprašati, mene velikokrat vprašajo, da mi povej eno delnico, ki je poletela. Pa me zanima, kaj ti misliš, kaj bi rekel, katera je naslednja Tesla, oziroma da reči raje Nvidia, glede na to, da so to govorila o umetni inteligenci. Jaz, čisto iskreno, jaz je ne bi iskal pri starih prežvečenih temah, kot je umetna inteligenca ali pa oboroževalna tekma ali pa kaj takega. Jaz bi jih iskal pri tistih, bom rekel, najcenejših, najbolj zbitih delnicah. Jaz bom zdaj malo presenetil, pa bom rekel za naložb Volkswagen. Okay. Ajde. Samo moramo iti na naslednjih 5 ali pa 10 let. Ne na naslednji teden, me pa držati, blaž si falo. Lahko, da bom popolnoma falo, ampak jaz bi rekel... Stoni na svet, a veš.
Ne, disclaimerji vsi pritičajo tej izjavi. Govorijo o neki, bom rekel, stavi teoretični oziroma hipotetični. Ne? Ampak Volkswagen recimo je nekaj, kar vsi poznamo, težko si predstavljamo, da ne bi znali avta narediti. Ne? Težko si predstavljamo, da bo zdaj tehnološko, da bojo čist kar naenkrat zaostali. Ne? Možno popolnoma, ne? Ampak imajo brende, ne? Imajo Porsche, imajo Lamborghini, imajo Audi, imajo Volkswagen, imajo Škode, ne? To so vse brendi, ki so ogromno vredni. Ne? Ferrari je pokazal, kako se luksuzen brend naredi še bolj luksuzen, ne? Tako da imajo kle potencial, ne? Imajo tehnologijo, imajo znanje. Izvedba pa volja so tisti, ki jim še majčkeno manjka, ampak jaz verjamem, da so jih in Kitajci in Tesla dovolj zrukali, da se bojo pri tem dokazali. Da bojo en elektrošok, se mi zdi, da so dobesedno dobili, ne, in da bi to lahko bil njihov nov zagon. In če bojo oni ta recovery story, torej oni so padli z dizlom, so padli z električnimi avtomobili, so padli z Nemčijo pa plinom pa tako naprej. Skratka, en kupenih težav se je nakopičil ravno, bi jaz rekel, Volkswagen. In če gremo zdaj na neko povprečje, kaj je Volkswagen bil v zadnjih, ne vem, 50 in več letih, ne, bo to že zelo dobra naložba. Okay. Naslednja. Katero podjetje bo najbolj vredno čez 10 let? Največ vredno čez 10 let? Danes mislim, da je to Microsoft, če se ne motim. Ja, kjer dan. Skratka, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, nekako. V tem konceptu razmišljamo danes, ne? Oziroma en mesec nazaj. 2. To bo neka najbolj vroča zgodba tistega trenutka. Ne? Največ vredne firme so bile konc leta marca 2000 pač z internetnega okolja. Ne? Leta 2003 ni bilo nobene. Ne? Tako da odvisno, kje bomo. Vedno bo, če bo nek tehnološki preboj, nekaj, kar bo najbolj, bom rekel, takrat uveljavljena zgodba, pa hkrati še rastoča zgodba, tisti je vedno največ vredno podjetje. Ne? Torej, ko je prišla nafta, so bile naftne družbe. Ko je bila prišla železnice, delnice železnic. Ne? In tako naprej. No, mora biti, ko je prišla trgovina med Anglijo pa Indijo, je bila tista pomorska družba. Ne? South Sea Company. Tako da skozi zgodovino, ne, ko pride nekaj novega, ko ima potencial, da spremeni svet in da gre po celem svetu, običajno tistemu se doda neka zelo visoko vrednotenje in postane največ vredna družba. Ne. Zato bi jaz rekel, ko imamo za sabo neko zelo močno rastoče obdobje, zelo močno naložbeno temo, ki je zelo popularna, ne, mogoče je največ vredno podjetje, ampak je tudi z naložbenega vidika eno najbolj tveganih. Ko bomo v recesiji, recimo leta 2012, 2009, ne, bi bilo pa največ vredno podjetje eno od tistih najbolj dolgočasnih, najbolj stabilnih, ki noben ne bi rekel, to je pa dobra naložba za naslednjih, 10 let. Ne. Ampak tako, a bi iskal to podjetje znotraj Max 7? Ne. Ali ne? Izven. Okay. No, vse to se mi zdi, če so reči. Če že rečeva lahko, mogoče nek Microsoft, mogoče nek Apple, ki ima res neko osnovno močno dejavnost, ne, ali v potrošniku, ali v podjetjih, ne, mogoče bi tam, če že Max, torej če že čudovitih 7 omenjava, ne, bi mogoče pa teh dveh iskal tisto stabilnost, dolgoročnost in pomembnost za družbo, ne, medtem ko pri večini ostalih menim, da ne, no, da so precej v bistvu nevarne, če se ali konkurenca spravi na njih, naprimer Tesla, ne, z električnimi vozili se že dogaja, ne. Ne vem, Netflix recimo, ne, tudi ni, lahko ljudje začnejo kaj drugega gledati, kakor serije na Netflixu, serije na Amazon Primeu, kaj pa vem, ne. Skratka, ni si težko predstavljati, da kdo drug tudi kaj objav na internetu zanimivega, ne. Skratka, nek novinc. Jaz bi rekel nek novinc, najbolj bi stavil na kaj tazga, no. Ali bo Trumpovi administraciji uspelo spraviti deficit na 3,5% BDP-ja? Brez veliko bolečine ne.
Okay. Carine so šele začetek, če je to res. Potem, če je to iskren motiv, potem so carine tukaj, da ostanejo in to znatne. In potem bo to zelo boleče. Ali bomo imeli v naslednjih 2 letih recesijo? Da. Moje mnenje je, da. Enostavno nismo imeli recesije od praktično že... Zdaj, če COVID štejemo ali ne, prave recesije v bistvu ni bilo od 2012 naprej, ne. Kar je v bistvu 10 plus let, ne, zdaj že 12-13 let, kar je najdaljše zgodovinsko obdobje. Ne. In če boste v tem obdobju, zdaj kot naložbeno govoriva, če boste v tem obdobju pogledali, kakšna je bila donosnost delniških trgov, ne, ameriških, evropskih, slovenskega, boste ugotovili, da so to fantastične številke. Torej, zdaj imate že od 2009 do zdaj 2025, ne, torej 16 let, 15% 15 plus nekaj malega odstotno letno donosnost na S&P 500. To je ekstremno visoka donosnost za tako obdobje, v zgodovini je praktično ni. Ne. In kjerkoli recesija, skratka, če pride, ko bo prišla, ne, bo to spravila, zopet sva pri tem vračanju k povprečju, ne. Bo to vračala proti 10%. Ne. Zdaj pa, če to matematiko naredite, boste videli, da te padci so lahko globoki. Ne. In v preteklosti, ko je tako visoko šlo, so bili globoki. Ne. Zdaj še ena iz slovenskega okolja. Ne. Kakšen bo pokojninski primanjkljaj pokojninske blagajne čez 10 let? Državne? Ja. Zelo visok. Razlog je pa zelo enostaven. Bom eno statistiko povedal. Leta 2023, torej 23 se je rodilo 16.900 pa nekaj otrok. Torej letnik otrok v Sloveniji 23. Jaz sem letnik 79, ne, ti tudi verjeten. Ja. No, naša generacija je bilo 30.000 pa nekaj otrok. Ja. Torej smo šli iz 30.000 na 16. Skoraj na pol, ne? Skoraj na pol, minus 45%. Ne. In to meni vse pove o tem, kam bo šel naš, lahko da kam bojo šle javne finance z vidika izdatka za skrb za starejše. Ker starejših bo veliko. Ne. Vse generacije pred nama, torej 79 in starejši, ne, so 30.000 ali več. Vse generacije po nama so začele dol lest proti 20.000 in zdaj smo na 16.900. Ne. Torej, kar naenkrat se bo zgodilo, da bo nenormalno veliko starejših ljudi, ne, in zelo malo ljudi, ki bojo delala. Ne. To pa pomeni porušitev razmerja med prispevki pa izdatki za starejše. Izdatki za starejše niso samo pokojnina, so tudi domovi za starejše občane, torej skrb, so tudi predvsem zdravstveni izdatki. Torej, kot starejši državljan, ne, pač upokojenec, imaš 3 glavne skrbi, ne, če si 80 let star. Zdravje, kje bom, ko nam mogo več zase skrbeti, pa kakšna je pokojnina. In vse te 3 so državni v Sloveniji. Ne. Nihče resno ne varčuje za dodatno, da bo plačeval zdravnika. Nekaj se dela na tem, da varčujemo za dodatno pokojnino in nihče vnaprej ne vplačuje za to, da bo imel dom starejših občanov. Ne. No, to zdaj smo že pri pokojninski reformi. Ne? Skratka, velik. Ja, tako da to bi velik in vse večji, zagotovljeno z demografijo. Ja. Še zadnje vprašanje imam. Kaj bo delal Blaž Hribar, ko bo finančno neodvisen? Enako kot zdaj. Če me bojo želeli, bom delal enako. Kot zdaj, ker rad to delam, z veseljem to delam. In v bistvu si ne predstavljam, kaj drugega bi delal. Morda bi imel kakšen dan več prost za kakšen hobi, ampak čisto iskreno takrat, ko je zanimivo, kjerkoli na svetu, ne. Tako, in zdaj je, ne, borze so po svetu, ne. Iskreno mene žene ta, bom rekel, radovednost, ne. Analitski duh mi ne da miru, da pridem do tega, da si ustvarim svoje mnenje, da povem, da potem priješ do nekih smiselnih zaključkov, naštudiraš. Običajno naštudiraš, ugotoviš, sej takole, ki so cene, so kar v redu, ne. Ampak vsake toliko časa, vsake par let, pa pride do anomalij na trgih in te anomalije so priložnosti velike, ali pa velike nevarnosti, ne. Še bolj važno je, da se izogneš nevarnostim, kot da priložnosti ujameš, ne. In takrat te stvari, bom rekel, me poganjajo, so mi v veselje, tako da ali bom v penziji, ali ne bom v penziji, torej finančno neodvisen ali finančno odvisen, bom ohranil ta hobi, tako bom rekel. Super, pa upam, da boš takrat tudi na podcast prišel.
Z veseljem, kadarkoli misliš, da lahko kaj dodam. Blaž, jaz bi se ti zahvalil za tvoj obisk na današnjo epizodo. Hvala za povabilo še enkrat. Ja. Gledalci in poslušalci, se vidimo naslednji teden. Hvala, čau.